hvala, res dobrodošel doma. Morda slišali so že veliko, oziroma slišali ste veliko. Za začetek kar v vašo kariero, igralski časi, trenerski časi, kako ste sami doživljali nek sovražni govor skozi oči športnika, kaj ste delali proti njemu? Ja, dobro, jaz sem že res, imam nekaj let več in hvala Bogu sem preživljal otroštvo, večino otroštva, tu preko takrat še Makedanske ceste v Krekovi, brez teh anomalij, ki se pojavljajo v zadnjem času in so pač nažalost sedanjost, problem ne samo športa, problem kulture, problem politike, to gospa ministrica mogoče še najboljše ve. Tako da mojem otroštvu je seveda tega bilo mnogo manj, z leti, z razvojem vsega tega se je začelo to pojavljati, dosti več v trenerski karieri kot v igralski karieri. Je pa seveda tukaj zelo pomembno nekaj, ne? Zelo tanka je črta med rivalstvom, ki ga absolutno podpiram in ki je nekaj lepega v športu, posebej v nogometu, pa tudi, če gre za derbi med Mariborom in Olimpijo. In ta tanka črta je pa zelo, seveda, kot sem rekel, na drugi strani je pa o tem, kar je govoril ta video, o tem, kar je govorila že moja predhodnica in je to tisto, s čemer se danes srečujemo vsak dan, v vsakem momentu, na vseh nivojih. In jaz upam, da ni prepozno za takšnimi akcijami, da poskušamo opozoriti, usmeriti in pa dajati primer, da enostavno to ne sme biti vodilo v našem življenju. Vi ste potem tudi kot oče nekako spremljali, kako se je razvijala tehnologija, kako ste sami usmerjali svojega sina, vseeno je nekoliko starejši, ne, tako da ni bil upleten v tiste začetke sovražnega govora na družbenih medijih, ampak... Že samo to, da je sin, ne, je že bil prvi problem, ne, ker posod je pač oče pomagal, ampak s tem enostavno se je treba zdaj sprijazniti, s tem je treba živeti na različnih nivojih, v razmerju otrok, starši, otroci med sabo, tudi starši med sabo, ne, in tukaj vidim, da je ogromno staršev, kar je lepo in prav in mogoče moje izročilo ne toliko otrokom, kot pa vam staršem, ko bodo vaši nadobudni talenti igrali včasih manj dobro, včasih bolj dobro, tudi takrat se mogoče vi spomnite tega videa in pa vsega tega, kar se dogaja na forumih, tako ste že prej omenili. Skratka, usmerjanje je tisti predpogoj, družina je predpogoj vsega, niti šola, tudi šport oziroma še ostale dejavnosti težko shajajo s tem, če ni neki temelj postavljen v družini. Če greva zdaj še na to, kar ste omenili starše, v nogometu veliko rivalstva tudi med starši, nekoliko je pomembno, da je predvsem njih, danes jih je veliko tukaj, izobrazimo, da pa tudi v času treningov in pa tekem lahko pride do česarkoli neprimernega in pa da to seveda ni prav in da otroci to potem pobirajo. Ja, poberejo vse, ne, kar je, vse smo včasih boljši, včasih manj dober vzgled. Tudi sam sem hodil in na treninge, in na tekme in zelo zanimivo je bilo vedno spremljati. Je pa nekaj res, ne, da malo vseeno obrnemo na tisto bolj vedro stran. Moja žena je stalno bolj norela kot jaz, ne, ko je spremljala svojega otroka, ampak jaz nisem nič zdaj hotel aludirati na karkoli. Je pa seveda bilo fajn potem, ko so se pa v vsem tem rivalstvu našli pa tudi skupine staršev, ki so se enostavno zmenili, ko je bila tekma, so navijali vsak na svoji strani ograje, eni više na ograje, drugi nižje na ograje, potem pa so skupaj naredili piknik in na eni strani otroci, ki so udarili še eno tekmo na dva mala gola, starši pa v enem sproščenem ozračju z mero humorja, rivalstva, pravzaprav dajali najlepši vzgled, v katero smer bi vse skupaj morali iti. Pravi vzgled pa daje tudi šport, kot je že ministrica omenila, ne? Veliko tujcev imamo v ekipah, tudi že v mlajših ekipah, mlajših selekcijah. S tem se nekako najlažje priuči najmlajše, da se sprejme vse. Ne bom niti uporabil besede drugačen, ker je to nepotrebno. Vse na različnih nivojih vse skupaj to, ne. Tudi jaz sem bil skoraj 20 let tujec, ne, in sem od Avstrije, Hrvaške do Saudske Arabije, včasih bolj, včasih manj se počutil kot tujec. Vse pravim, z leti je nažalost to raste.
Šport je eno krasno izročilo, ki lahko pomaga, ne more pa težko, bojim se, da težko da prepreči, ampak takšna akcija ministrstva prej, ko je bila omenjena, to ni stvar, ki mora iti mimo enostavno. Jaz sem zelo vesel, da vidim dosti novinarjev tukaj, da bo to ovekovečeno, da bo to spremljeno in jasno, ne zato, ker prihajam iz nogometne zveze oziroma ker sem tam v službi, prihajam z Maribora, je na nas zdaj, da to podpremo, da pokažemo, je res je, da ti včasih na igrišču pobegne. Enostavno se pač zgodijo, ampak vsi delamo napake, potem je treba to sprejeti, odgovornost sprejeti, ampak poskušati razmišljati, kot sem že prej rekel, usmerjati in svojim primerom dajati kazati neko pot, ki bi vse to spravila na neko sprejemljiv nivo. Vsi ti forumi, ko ste prej govorili, vse to skupaj, to, če greš gledati, to je žalostno, to je tragično in pravzaprav je že sama farsa žalostno to, da se moramo zdaj o tem tu pogovarjati, da ne bi bila kakšna tema, ki bi bila svetlejša in lepša, da ne bi gledali gole, da ne bi gledali veselje, da ne bi gledali žalosti, razočaranja, ker vse to je v športu, ne. Ampak živimo s tem, tudi na koncu moj poklic je takšen, ne, tudi jaz sem igral derbije, pa en teden pred derbijem, pa en teden po derbiju, si bil na eni strani heroj, na drugi strani vse živo, ne, ampak moramo to sprejeti, boriti se proti temu, ne zatiskati oči in enostavno pokazati pot, ki bo mladim vodilo. Ste kdaj sicer sami občutili, omenili ste, že bili ste tudi tujec, kako ste se zoperstavili, morda kak nasvet najmlajšim predvsem? Ja, kako se zoperstavili? Pač to so stvari, ki se dogajajo. Vse, ko igraš derbi, ne vem, Rijeka, Hajduk, potem pravzaprav skoraj ni izhoda. Ampak enostavno poskušaš se obnašati čim bolj normalno, sprejeti to kot del službe, kot del odgovornosti in pač tistega prostora, v katerem živiš. Kar se tiče, vse sem rekel, igral sem tudi, ne vem, velike derbe, Etihad Hilal v Saudski Arabiji. Dobro, tam nisem vsega razumel, ne, in to je bila ena iz večjih prednosti. Ampak enostavno je potrebno čim prej seveda sprejeti način življenja, kulturo, neke navade tam, kjer si. Jaz sem poskušal, sicer arabskega se nisem mogel naučiti, ker je bil prekratek čas, ampak na Hrvaškem sem to hotel prakticirati na ta način, da sem se asimiliral čim prej v družbo, da sem poskušal na ta način čim manj biti drugačen, ne, ker danes je problem, če si drugačen. Se danes ni problem samo, če kdo prihaja iz Bosne pa v Slovenijo, danes je problem, če ima kdo oranžne lase ali pa če ima zeleno majico, ne. In pa ne zdaj v razmerju Olimpija Maribor, da ne bom kdo zopet narobe kaj razumel. Tako da danes biti drugačen je seveda po eni strani celo hrabre biti. Kako pa je vam težko spremljati te družbene medije, tudi najverjetneje v članski reprezentanci? Saj sem rekel, ne, zdaj en je dovzeten bolj, drug je dovzeten manj. Fantje igrajo na različnih nivojih, ne, in tudi na koncu koncev prihajajo iz klubov, kjer ogromno poudarjajo vse to skupaj, kjer jih pravzaprav učijo se obnašati, učijo odreagirati. Seveda, dovzetnost je vsakega posameznika. Tako jih zelo hitro vidiš, koga to enostavno nekje prizadene, kdo pač gre preko tega, pač kot jaz pravim, to je sestavni del življenja, ne. Seveda, nobene me morajo prepričati, da je nekomu prav in da mu je lahko, ko karkoli prevere, pa ponavadi so to strašne žaljivke, ponavadi je to dosti izmišljenega laži. Tako da tu je potrebno začeti res od vas najmlajših in velik poudarek bi moral, in jaz upam, da bo tudi v klubih. Tale akcija nogometne zveze skupaj z klubi. Vse to je nogometna zveza na eni strani, ampak tudi klub je tu danes, to je NK Maribor. In če je to nek začetek ene poti, potem sem jaz zelo vesel in se še enkrat zahvaljujem, da sem povabil na to vse skupaj, pa ne glede na to, da sem z Maribora. Tako da tu še enkrat, zatiskati si oči, bežati od tega, to je strahopetno pravzaprav za mene, ne. Je pa res, še enkrat, konkurenčnost, rivalstvo, to je najlepše, kar se lahko v športu zgodi, ker to so emocije potem in to je tisto, kar mora obogatiti šport. Ne samo igrišče, ampak tudi okrog. Jaz sem vedno rekel, meni je vedno lepo, če se nekaj zakadi, če se sliši ena pesem, pa tudi, če so te pesmi včasih na meji sprejemljivega, ampak to je pač del folklore. Vse ostalo, sovražni govor,
da ne govorim še karkoli drugega. Pa po zadnjem žvižgu se to pozabi. Barva kože ali karkoli. Ko je tekme konec in takrat je najlepše, če vidiš, da se največji rivali najbolj normalno in najlepše pozdravijo, zaželijo srečo na naslednji tekmi in potem veš, da je to pa vseeno nekaj. In tega je dosti v športu. Ne smemo govoriti, da je samo slabo. Ni samo slabo, tudi dosti dobrega je.